In tako naprej, haha. Dobar dan iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na vesti. Med slovenskimi političnimi strankami je ves vikend odmeval najnovejši predlog sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. SNS in SLS se že pripravljata na referendum, ker imata toliko dobre izkušnje s tem referendumom od trgovine. Kaj že bilo s tistim referendumom, Špela, delo ob nedeljah v trgovinah? Kaj se je že zgodilo z njim? Nič, no skratka, ja, to je bil dejansko pravilen odgovor. Se pravi, SNS in SLS se pripravljata na referendum, pripravljata se tudi na referendum, ki bo po temu referendumu, ki bo povedal, če je bil ta referendum veljaven. Če je potem še en referendum, ki bo rekel, a moramo najprej upoštevati tudi referendum od trgovin, pa potem šele ta referendum o Hrvaški. Skratka, cel žur bo ful enih ljudi, ki dela na unih volilnih komisijah, bo dobil ful enega denarja, kar seveda podpiramo, ker je recesija. Pa nazaj k temi. Zahtevali pa so tudi odstranitev mejnih prehodov ob Dragoni in hrvaških školjčišč v Piranskem zalivu. Posebej nerodno je postalo ozračje za vladne pogajalce, ko je hrvaški predsednik Stipe Mesić čestital Jadranki Kosor za zabiti gol. A veš, ker njim so jih pa ful Angleži naložili, veš, pa pol so mogli oni malo to kompenzirati. Janez Janša se v Slovenijo vrača danes, tako da bomo morali na njegovo oceno še nekoliko počakati. Je pa v imenu SDS dogovor med Kosorjevo in Pahorjem komentiral nekdanji zunanji minister. Lahko to izgovorim v eter? Dimitrij Rupel. SDS meni, da sporazum ne prinaša nič novega, vladi zameri, da ga ni sklenila v sodelovanju z državnim zborom, odgovoril pa je tudi na Denisovo vprašanje o morebitnih mednarodnih pritiskih. Odgovoril. Pa da vidimo, kaj je imel zapovedati preomenjeni gospod. Je Slovenija s tiho diplomacijo pokleknila proti Hrvaški in ali tukaj vidite morebiti kakšne vplive iz zunaj drugih članic Evropske unije, ki so pritiskali na Slovenijo, da se mora čim prej dogovoriti s Hrvaško, tako kot se je recimo danes? Nihče ni pokleknil, jaz pa ne bi uporabil takšnih izrazov. Jaz mislim, da pritiski so bili seveda jasni in močni, da dejansko so bili. Vendar tisto, kar je, tako rečem, pomanjkljivo, sem povedal, da tiste nimam nekaj dodati. Hvala lepa. Ne smejo se delati na vas, to je grozen. Čakaj, pa z unim referendumom, unga so pa ta, kaj že ženska, oploditev.net, to, so pa, ja. No, sed lepo je, da vsaj eni referendumi pač dejansko. Ful dobro. Slovenija dežela referendumu. Kaj češ, I feel Slovenija? Resorni ministri ter glavna lastnika, vodstvo in sindikat Mure so ugotovili, da se stečaju krovne družbe in večine družb v skupini Mura ne bo mogoče izogniti. Proizvodnjo bodo ohranili v hčerinski družbi Mura in partnerji, v okviru katere bi lahko zagotovili okoli 1000 delovnih mest. Direktor slovenske odškodninske družbe Tomaž Kuntarič je takole predstavil odločitev za stečaj. Ni pričakovati, da bi se lahko v večini družb skupine Mura in v krovni družbi izognili stečaju. Zato je bilo tudi dogovorjeno, da se pospešijo vsi postopki skladno z zakonodajo, zato da se torej upošteva oziroma zagotovi socialna varnost čim prej. Predsednik vlade je ob obilici dela, ki si ga je naložil, našel tudi trenutek, da je nagovoril državljanke in državljane ob začetku projekta Ustavimo gripo. Virus je nepredvidljiv, zato je pomembno, da smo pripravljeni na vse možne scenarije razvoja bolezni. Špela, statistični podatek. Koliko ljudi je umrlo od navadne gripe in ali njenih mutacij v zadnjih 10 letih? Ne veš? Jaz tudi ne, ampak mislim, da jih ni nad 10. Ampak dobro, dajmo se cepati za gripo, zaradi tega, ker drugače ne moramo iti v službo, imamo nos nam teče in potem se zmanjšuje proizvodnja v državi in kdo pa davke plačeval, če imamo samo bolniške? Ne, treba je pač delati, plačati davke in vse v redu. Ob razrešitvi uprave Darsa smo izvedeli, da je imel njen predsednik Tomislav Nemec sklenjeno pogodbo o delu za nedoločen čas na Darsu, hkrati pa je imel še eno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v ljutomerski upravni enoti, v kateri je bil nekoč direktor. Ojoj!
Čeprav, zakaj ojoj, se bo dvojne davke plačal, ne bo. A veš, juhuhu, bomo lahko še eno avtocesto zgradili, kaj do Velenja, recimo. A ja, ne, to so že mislili zgraditi avtocesto do Velenja. Ok, Kljub temu je nekdanji minister za javno upravo in član strokovnega sveta SDS Gregor Virant njegovo razrešitev označil za politično čistko. Yeah. Pahor je pred volitvami dejal, da vlada na tej obljubi o tem, da ne bo menjala drugače kot iz krivdnih razlogov, stoji in pade. Lahko bi rekel, da je vlada že večkrat padla na tem in da je včeraj padla pač na zadnje, pa verjetno bo še velikokrat. Vlada uprave Darsa res ni razrešila krivdno, tako je Nemec kljub nenavadnim pogodbam, s katerimi se je zavaroval, dobil visoko odpravnino. Pogoj pa je bil, da se ne vrne na delo v ljutomersko upravno enoto. Kako je prišlo do podpisa sporne pogodbe, je takole pojasnil Gregor Virant. Ko me je 2 let nazaj poklical in mi sporočil, da ga minister vabi za direktorja Darsa, sem rekel takrat, da se mi zdi sicer škoda, da državno upravo zapušča taka oseba, ampak da pa vem, da bo na novem mestu lahko še 100-krat bolj koristen za državo in da mu sicer osebno ne bi svetoval, da hodi po sršenje gnezdo, ampak da bo pa za državo to zelo koristno. No in takrat sva se tudi dogovorila, to je ta sporazum, ki se sedaj vleče na dan, da mu v času, ko bo na Darsu miruje delovno razmerje v državni upravi in da se lahko po koncu mandata v državno upravo vrne. V Mariboru je po 15 letih ponovno zraslo tekmovališče za BMX kolesarje. Na progi, ki je veljala za prvo v bivši, ne, ki še velja, pardon, prvo v bivši Jugoslaviji, ker zdaj, a veš, ni več Jugoslavija, pa ne more, a veš, zdaj na novo biti ena prva, ne, a veš, kar pomeni, da una, ki je bila prva, ne, takrat je bila, a ja, ne, čeprav se to velja tudi za aktivne države, ker če zdaj, pardon, ja, skratka, ki velja za prvo v bivši Jugoslaviji, se je ob otvoritvi pomerilo 80 kolesarjev, srečali pa smo tudi očeta BMX proge, Lojzeta Fajdigo ter njenega projektanta Milana Ržena. Če bi recimo za to in to zvrst tekmovanja, mora biti tak in taki bregi. Sedanja generacija je pač malce po svoje naredila, moram pa reči, zelo varno progo. Zelo varno BMX progo. Seveda je pa adrenalin tamle na onem delu, ne, tisto so pa že druge zgodbe, ne, tako da tisto se pa ne bi jaz spuščal in komentiral. Moram pa povedati, da to, kar sem zdaj le videl, poglejte, to je zelo drzno, to je res adrenalinsko. V visokem šolstvu komentar dneva Boris Meglič, študent ekonomije. Njih veliko ali pa so zelo tihi, ki občudujejo superiornost slovenskega visokega šolstva. O tem je že veliko rečenega. Vlada pa se kljub katastrofalnim izsledkom OECD iz leta 2006, ki meri učinkovitost šolstva, s temi vprašanjem pač ni sposobna ukvarjati. V luči ideološkega prepričanja se raje ukvarja z 2. svetovno vojno in s tem še naprej prikriva svojo nesposobnost. Nesposobnost, da poenoti levičarski socialni populizem in desničarsko-krščansko etično miselnost. Ta se močno kaže tudi pri interesu v visokem šolstvu. Imamo torej blok, ki zagovarja javno šolstvo in ga opredeljuje kot najboljšega zaradi splošne dostopnosti. To je obstoječ sistem, v katerem obstaja močan interes za zatrtje konkurence, saj na ta način prikrita njih nekonkurenčnost. Na drugi strani pa imamo blok, ki si sicer prizadeva za uvedbo zasebnega šolstva, a z malce bolj specifičnim nadzorom. Rešitev je verjetno nekje vmes, v poenotenju. Dejstvo je, da konkurenca zagotavlja dvig kvalitete. O tem nas uči osnovni ekonomski ABC, ki pravi, da škart robe po ceni kvalitete pač ne moremo prodati. Zagotovimo torej konkurenco in s tem večji izbor. Če državne šole niso zmožne zagotavljanja kvalitete, omogočimo to zasebnim. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Festival Nagib, ki v svojem izhodišču išče robne oblike predstavljanja sodobnega plesa, je v Pekarni predstavil Utopijo 1 Sebastijana Horvata. Še vreme, sezona gripe in referendumov je tukaj. Uživajte v lepi jeseni. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti, adijo.
tako mi čakamo na nov referendum. Plačujte davke, to je ful pomembno. Imejte 2 službi za nedoločen čas. Kaj še lahko rečemo državljanom lepega? Fajn se imejte, plačujte davke, če še nisem omenil. To je to. Dio.